Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. 35. krog je v teku. Aluminij, ki je med tednom osvojil pokalni naslov, pa se bo danes pred svojimi navijači na svojem stadionu v športnem parku Kidričevo v Šumi pomeril s Primorjem. Ajdovci se zdaj pripravljajo, lahko rečemo, že na dodatne kvalifikacije. Aluminij pa torej kot pokalni prvak in ekipa oziroma klub, ki si je že nekaj časa nazaj zagotovil obstanek v ligi, danes pred, lahko rečemo, revijalno tekmo, ki pa zagotovo ne bo revijalna. Vidite na vaših zaslonih pare tega kroga, vse skupaj se je torej začelo z zadnjo domačo tekmo za Celjane. Tudi jutri bo zelo zanimivo, ko bodo naše kamere in studijski del v Fazaneriji na obračunu Mure in Maribora. Jasno pa je, da se v tem predzadnjem krogu praktično skoraj da nikjer več ne bo veliko spreminjala lestvica, sicer pa še jasno jutri obračun Olimpije in pa Radomelj. Še na lestvico bomo skočili Celjani, ki so seveda že dolgo prvaki. Prosti strel za Primorje, ali lahko tu Ajdovci pridejo do strela? Ja, na koncu nevaren strel z 18 metrov, ampak premalo natančen je bil Nik Jermol. Dva nogometaša Primorja v bloku. Zavniku pa se zdaj odpira veliko prostora. Najprej dobra finta, kaj lahko zdaj stori Zavnik, levo je Gulič. Zavnik gre na strel, Zavnik do strela, pogumna poteza, dober prodor, potem pa je zmanjkala pika na i. Nevaren strel, žoga se odbila pred Mohorovičem. Jermol in Klemenčič. Napad za Primorje, še vedno žoga na desni. Odbil je Kočar, ale na kratko. Jermol lahko tudi strelja, strel Jermola in žogo je ukrotil Raduha. Podaja proti bližnji vratnici, dvignjena žoga proti oddaljenejši, ni bilo na koncu zaključnega strela. Govora seveda o njegovi uspešnosti v dresu Aluminija v prejšnji sezoni, ko pa se je sicer tudi že dokazoval v prvi slovenski nogometni ligi, kjer še čaka na eksplozijo navdušenja ob kakšnem doseženem zadetku. Zdaj strelo daleč. V belem igra Primorje, pri Aluminiju pa brez zamenjav pred nadaljevanjem srečanja. Bešir proti oddaljenejši vratnici, pa potem nevaren poskus Strajnarja, ki je pritekel z leve strani v napad in zatresel zunanji del mreže. Obrača se Maher, tole je bilo zdaj tvegano, Kadrič je prišel do žoge, Kadrič podaja povsem na levo. Aluminij z razrečeno obrambo, Jovanović za Strajnarja in zdaj iz obrata do zaključka. Jovanović, ki je dočakal podajo. Gulič. Kadrič je bil v kazenskem prostoru, podal bo Strajnar prav na Kadriča, strel z glavo. Ja, iz težkega položaja tu Kadrič dobro streljal z glavo. Maher Kočar, oziroma Rogina Kočar pa podaja proti Blotku, ki ni bil v prepovedanem položaju. Nevarna akcija je bila to, ko se je žoga od vratnice odbila nazaj v igro. Poskuša Pejić, krasna finta Pejića, ki je v kazenskem prostoru, priložnost za Aluminij, žoga pa mimo gola. Pokurili tako privrženci kot igralci v sredo, zdaj pa priložnost za Feto. Feta je hitrejši od Klemenčiča, Feta ima priložnost in obramba Mohoroviča. Kočar spušča žogo na tla, Maher proti Modriću, Modrić v prostor za Blotka, Blodek do strela in na pravem mestu Mohorovič. Jura,
Želeli ste priti do zmage proti Primorju, prve v tej sezoni, to vam ni uspelo, so pa fantje imeli kar nekaj priložnosti, v drugem polčasu nekaj več energije kot v prvem. Kako ste vi videli tale obračun brez zadetkov? Predvsem eno zelo korektno tekmo z naše strani, glede na situacijo, v kateri živimo te dni. Se pravim, prvi polčas malo premedli v fazi napada, faza obrambe je ok, individualni dueli so bili na nivoju, vendar v zadnji tretjini totalno neagresivni, nedirektni. To smo probali izboljšati, potem tudi z nekaterimi menjavami. Jaz mislim, da smo v drugem polčasu si pripravili več kot dovolj, da bi tekmo tudi zaključili za zmago, ampak tokrat nimam fantom kaj očitati. Še ena tekma proti Mariboru, lahko rečemo kot neka nagrada tudi za konec sezone. Maribor se ukvarja s svojimi težavami, vi pa boste zagotovo lovili še kakšen skalp. Ja, vsekakor zadnja tekma zelo zanimiva, glede na to, da je štajerski derbi. Škoda, da bo prazen stadion, ampak mi bomo vsekakor šli podobno kot vsako drugo tekmo in želeli prvenstvo zaključiti z zmago. Morda še komentar edinstvenega špalirja, glede na moj spomin najdaljšega v zgodovini slovenskega nogometa. Ja, tudi jaz sem bil zelo presenečen, tako da hvala vsem našim fantom iz kluba, iz nogometne šole. Prav tako se zahvaljujem za veliko korektnost in gospodstvo ekipi Primorja, ki nam je pripravilo prav tako špalir in jim želim vse dobro v nadaljevanju prvenstva. Jura, najlepša hvala. Hvala. Tonči, prekinjena je serija porazov, to je neka pozitiva najverjetneje tudi v višku energije v drugem polčasu. Prvi del je bil nekako v znamenju zadnjih tednov. Kako ste sicer vi videli tale remi brez zadetkov? V redu, ja, prvi polčas kar solidno v fazi branjenja, nenevarni v fazi napada. Res, da smo ponudili priložnost nekaterim nogometašem, tudi mladim, ki so nekaj časa niso igrali ali pa imeli manjšo minutažo. Moram reči, kakorkoli so dali vse od sebe, smo pa bili premalo nevarni za naprej, zato sem se potem v polčasu odločil, da opravim 3 menjave. Mislim, da smo z vidika boljšega ritma, bolj nevarnosti za nasprotnikov zadetek z menjavami zadeli, nam je pa sigurno zmanjkala ta mirnost v zadnji tretjini. Tu smo imeli preveč slabih odločitev, preveč slabih predložkov, preveč slabih podaj. Tu moramo biti boljši in na temu delati, ampak generalno gledano po 7 porazih je točka sigurno dobrodošla. Imamo še eno tekmo in mislim, da moramo pač izhajati iz tega, da nismo prejeli zadetka. Mi smo vseeno v zadnjih srečanjih dobivali po 2-3 zadetke na tekmo, kar je absolutno preveč. In to smo danes uspeli limitirati in bom rekel, to je osnova za to, da ekipa dobiva neko sigurnost, ker kvaliteto ima, ampak ko bodo še bolj fanti samozavestni, bomo še lažje v zadnji tretjini to izkoristili. Zdaj, iz trenerskega vidika najverjetneje zadovoljstvo tudi ob tem, da so fantje dobro sprejeli tisto kritiko po prejšnjem krogu, vse tako se je zdelo dobra povezanost, potem pa tudi ti rezervisti, ki so vstopili v drugem polčasu s kar nekaj energije. Dobro, nam sigurno, bom rekel, ko igraš slabo tekmo ali kakorkoli, jaz mislim, v nogometu vedno je igrišče tisto, ki je merodajno in v nekih ocenah in izjavah moraš biti pošten. Jaz mislim, da so v življenju generalno težje stvari kot to, ali boš zdržal pritisk neke tekme ali ne. Da je v danem trenutku sigurno nam najtežje, igralcem in strokovnemu vodstvu in upravi sigurno je, ampak vsi smo tu z namenom, ne želimo iti v drugo ligo. In moramo dati vse od sebe, zbrati se, stopiti skupaj, delamo dosti na temu in jaz mislim, da največji problem je normalno to, da, kot sem rekel pred tekmo, manjka izkušenj, prvoligaških izkušenj, borba za obstanek je težja kot borba za prvaka in bom rekel, psihološki moment, na katerem delamo, jaz upam, da bo današnja točka nam pomagala in to, da smo ohranili mrežo nedotaknjeno k temu, da bomo vsako tekmo izgledali boljše. Tonči, najlepša hvala. Hvala ti. Omar, specifična tekma po osvojenem pokalu, danes tale zadnja domača tekma v tej sezoni. Najverjetneje neke pretirane energije ni bilo, kar se je videlo predvsem v prvem polčasu, ampak nič na koncu izid, kako ste videli obračun? Mislim, da smo vedeli, da bo težka tekma proti Primorju, nismo niti ene tekme proti Primorju zmagali, pa smo rekli, da se bomo zbrali,
in da na zadnji domači tekmi prenesemo še 3 točke domov. Žal ni šlo, 0-0, v redu rezultat in gremo naprej. Še ena tekma proti Mariboru, tam najverjetneje motivacije v Ljudskem vrtu ne bo manjkalo, tako da lahko pričakujemo znova takšen Aluminij kot morda tudi že v finalu pokala. Seveda, vsaka tekma je bitna, tudi če igramo doma, Ljudski vrt, Stožice, vsaka tekma je bitna in kot sem rekel, vsaka tekma na maks, damo vse od sebe, da zmagamo in z 3 točke, da zaključimo to sezono. Morda samo še slavje po pokalu, trener je že pred tekmo dejal, da je bilo slavje v redu, ampak najverjetneje, glede na to, da tudi še niste povsem dojeli, kaj ste uspeli, še ni bilo to zadnje slavje v tej sezoni. Seveda, mi igralci smo se zbrali in slavje bo še dodatno eno. Najlepša hvala. Hvala. Nik, zahtevna tekma, prekinili ste serijo porazov, to je neka pozitiva, najverjetneje pozitiva, tudi bolj živahen drugi polčas v primerjavi s prvim, neke prve misli po obračunu. Ja, seveda je lepo, da končno spet 1-0 zadaj. Nismo izgubili tekme, žal tudi nismo zadeli, mislim, da šanse je bilo dovolj, da bi lahko dali kakšen gol, to je zmanjkalo danes. Ampak mislim, da je neka samozavest, mislim, nekaj smo lahko pridobili nazaj, tako da lahko gremo naprej delati na tem. Trener je dejal, da predvsem ti zadnji 2 tekmi že pred obračunom je to rekel, priprava na 2 finalna obračuna, lahko rečemo v dodatnih kvalifikacijah. Kako pomembno je, predvsem to danes, da ste prekinili serijo porazov, koliko lažje se bo zdaj pripravljati na konec sezone? Ja, tako kot sem rekel, za samozavest je seveda zelo pomembno. Zdaj naslednja tekma še s Celjem, vemo, kakšni so Celje, tlele, da odigramo na dobro tekmo, izgubiti nimamo kaj, tako da gremo sproščeno in upamo, da se še bolj povežemo, da res potem za one 2 tekmi smo tako, kot moramo biti, ta pravi. Najlepša hvala. Hvala.